Pozdravljeni vsi, ki boste ob današnji Zoom kavici z našo gostjo, gospo Ano Kolar, razmišljali o tem, da je res lahko vsak svoje sreče kovač. Ta pregovor se mi je zdel zelo primeren za naslov današnje Zoom kavice. Zakaj? Zato, ker je danes z nami izjemna ženska. Ženska, ki je kljub skrajno slabemu socialno-ekonomskemu položaju, ki je neizbrisno zaznamoval njeno otroštvo in bi zelo lahko narekoval tempo njenemu celotnemu življenju, vzela kladivo v svoje roke in v svojem življenju dokazovala in še vedno dokazuje resničnost tega pregovora. Težko življenjsko izkušnjo je zmogla obrniti v nekaj čudovitega. Zdi se, kot bi imela dar za to, da vse slabo spreminja v dobro. Gospa Ana Kolar, pozdravljeni. Pozdravljeni, hvala lepa vam za tale res prečudovit uvod, sem ganjena. Tudi hvala lepa, da ste me povabili, da ste prepoznali v tem nekaj, kar bo vredno, da predstavite. Vidim veliko vzporednic v vaših življenjskih preizkušnjah in v preizkušnjah, s katerimi se srečujemo slepi in slabovidni. Tako kot je socialno-ekonomski položaj ena tistih danosti, ki bistveno zaznamuje življenjsko pot posameznika, je tudi slepota in slabovidnostjo. Da bi lahko v polnosti razumeli vašo zgodbo, moramo tako kot z vsako zgodbo začeti na začetku. Gospa Ana, ali nam lahko poveste kaj o vaših starših? Starši so tisti najpomembnejši ljudje, ki nas neizbrisno zaznamujejo, če to želimo ali pa ne. Kdo sta bila? Kakšen je bil njun odnos do vas? Ja, sej mogoče lahko povem, da imam tudi jaz skozi nju, skozi mamo recimo izkušnjo z slepim in slabovidnim, ker mama je bila slabovidna, je slabovidna, tudi zaradi tega invalid, tako da poleg tega pa ja, ko sem se jaz rodila, sta že moja starša bila malo starejša, predvsem oče, star je bil 60 let takrat. Celo življenje sta res delala po kmetijah kot hlapec in dekla, tako da niso bila samo leta tisto, ampak tudi ta izgaranost skozi delo, tako da sta bila potem skozi fizično delo predvsem, ne, tako da sta bila potem predvsem vesela, da sta imela malo miru, da sta imela eno strehico nad glavo, ni tako pomembno kakšno, nekaj svojega, iz koder ne bosta se morala spet kar seliti naprej. Tako da ja, jaz sem pač v to mogoče malo nepričakovano prišla. A se me še vidi? Ja, Aha, se vidi. vse je Aha, se opravičujem, ker sem videla jaz na ekranu temo. Ja, in seveda pri nas je potem predvsem se cenilo tiste osnovne vrednote, kar je tudi prav, kar mislim, da v zdajšnjem svetu tako bi bilo dobro, da bi se malo bolj cenile, tisto nekje na sredini je verjetno najbolje, ne. Ampak moji starši so še poznali vojno, pomanjkanje, kako je, ko nimaš niti osnovnih zadev, tako da potem nekako za ta čas niso znali mogoče se toliko vklopiti v tisto, kar je pa že takrat vsega bilo, ne, dovolj in kar bi kot otrok jaz mogoče tudi zraven potrebovala, ampak ko zdaj nazaj gledam, sem imela pa kljub vsemu eno boljšo osnovo kot marsikdo, in da so tiste zadeve bile veliko, veliko vredne, in mi tudi dale to moč za naprej, čeprav sem nekako odraščala kot samorastnik, ampak sem vsaj čez njune besede, čez to, kaj sta cenila, dobila tisto glavno, da se je tudi nekako v meni tisto prijelo, kaj je pomembno, ne. A je to tisto najdragocenejše, kar ste dobili od njiju?
Ali bi mogoče izpostavili še kakšno stvar? Mm, Če zdaj nazaj gledam, seveda je bilo ob tem tudi veliko za otroka slabega, ker otrok rabi neko varnost, ne? Otrok bi rabil neko toplino zraven, ampak ko pa zdaj nazaj gledam, je bilo pa to sigurno najpomembnejše, ker zdaj razumem, da tudi družine z denarjem, z izobrazbo, z mladimi starši, niso imele vse, kar bi morale imeti, je pa mogoče ravno tam bilo tisto, kar je potem na njih vplivalo najbolj, ne, da niso mogli iz sebe narediti, kar bi lahko, glede na izhodišča, bilo pa ravno tam premalo jim dano, ne. Rekli ste, da sta se vaša starša preživljala s tem, da sta pomagala na drugih kmetijah. Rekli ste, da sta bila starejša. Kako je bilo z njuno izobrazbo? Ja, pravzaprav nista jo imela, ker ko sta ona bila otroka, pač ni bilo to obvezno šolanje, oba sta bila iz takšnih družin, da ni bilo denarja ne za osnovno in sta morala iti hitro od doma, tako da nista znala brati, pisati. Mamo sem jaz potem, ko sem šla v šolo, ko sem se jaz naučila se podpisati, tako da je pač bilo nam vsem malo lažje, ne, da nismo rabili vsem pojasnjevati, ker pač vseeno smo v tistih 80-ih, to ni bilo čist, ne, običajno, vsak je pol spraševal, in smo se kar vsi strinjali, da je bolje, da se vsaj podpiše, pa je lažje. Drugače naprej ni želela, no, da bi se rekla, da je pač v teh letih ne želi, da bi ji ni to toliko pomenilo. Jaz sem sicer zelo želela, da bi znala brati, meni so knjige bile res ena velik pogled v svet, no, zelo veliko mi je pomenilo, da sem znala potem brati. Ampak sem jo tudi razumela, ker ona je pač v tem, da je imela že mir, da je lahko na svojem kotičku zemlje delala, ni rabila knjig, ne. Še eno vprašanje imam za vas v zvezi s starši. Kakšen je bil njun odnos do vas? V današnjem času se zdi, kot da bi bili otroci center vesolja svojih staršev, vse je usmerjeno v njih, vsa pričakovanja, vsa energija. Kako je bilo s tem pri vas? Ja, to je bilo kar dost drugače, kot se zdaj seveda pričakuje, ampak tudi tisto ni bilo slabo, ker jaz sem imela dosti svobode in na srečo sem pač imela tudi, tako pravim, le nekaj dobrega, tisto dobro osnovo dano od njiju, da sem to svobodo, kljub vsemu, da seveda sem tudi kako neumnost naredila, ne, kot jo vsak in otrok in kasneje se pač zgodi, ampak osnovo pa le, ne, da sem jaz s tem raziskovala, da sem se razvijala lahko po svoje. Zdaj verjetno otrocim prav manjka nekaj te svobode, ne. Zdaj bi radi mi vse namesto njih naredili. Mogoče bolj tisto, da me ni bilo mogoče zaščititi, da sta seveda sama že s svojimi boleznimi, s svojimi željami, da bi enkrat tudi kdo za njiju skrbel, da tudi zaradi tega nista toliko meni dala tiste varnosti pa takih zadev, da je to bilo tisto slabše, tisti strah, ki sem ga jaz zaradi tega imela, ker recimo starša sta želela čim prej v dom starejših, to, odkar se jaz spomnim, se je o tem govorilo. Kot otrok jaz pa nisem znala tega razumeti, ja, kaj bo pa potem z menoj, ne. Tudi res nista o tem nekaj študirala, pač nista bila pozorna, no, da mogoče pa jaz se tega pa le bojim, ne. Takšne zadeve recimo, so bile negativne, ampak drugače pa ja, jaz mislim, da od njiju sem imela dosti svobode, nista me pretepala, da bi rekla, da ne, sem imela tukaj slabega,
osnovno hrano sem imela. Edino tisto bi pogrešala, da bi kdo bil lahko bolj razumevajoč z menoj, da bi me kdaj vprašal, ja, kako pa si, ne, da bi me kdo objel, ampak na to pa potem se pač, bom rekla, prej navadiš, no, ker tudi prav kasneje v življenju saj moraš biti samostojen, ne. A mislite, da je tudi slabovidnost mame na kakšen način vplivala na vašo izkušnjo biti otrok ob teh dveh starših? Ali ne? Pa na ta način je, da sem vedela, da je treba za nekoga, ki je slabovidno, recimo še bolj zraven poskrbeti. Če kaj ne vidi, moraš namesto njega, moraš pomagati, moraš razložiti. Jaz sem to že tako čez to, da tudi, ker nista znala brati, da sem jim razlagala, ne. Potem, tako da, ja, sigurno, da mi je dalo do ranljivih skupin, kar smo tudi mi bili, ne, ampak še do drugih ranljivih skupin neki pogled, ne. Tako da, ja. Verjetno tudi eno večjo empatijo, a ne? Sigurno, da to zdaj tudi vem, vsaka ranljiva skupina, ne, je tista, ki ji želim pomagati, ki razumem jo, saj tudi še zdaj delamo z ranljivimi skupinami, zelo veliko materialno ogroženimi, tako da, ja. Res vesela sem, da zmorete tudi danes v vsem, kar vam je bilo dano ob vaših starših, lepega in manj lepega, videti in biti mogoče bolj osredotočena na tisto dobro, kar je pustil njun pečat na vas. Zanima me, a ste se ob njiju čutili sprejeto, ljubljeno? To je pa kar dosti težko vprašanje, ker neverjetno, kar ne, ker to sem pogrešala, no. Zdajle bom nekaj rekla, pa bom zraven tudi razložila. Pravzaprav sta si starša želela in sta mi tudi povedala to sina. To pa zato, ker bi sin, čisto iz praktičnega razloga, ker bi po njunem sin lažje pri hiši delal, lažje za njiju skrbel, lažje zaradi fizične moči pomagal, pač nekako, da to je bolje, to je bolj, ne, boljša pomoč pri hiši. Ampak nisem jaz tega drugače veliko čutila. Jaz mislim, da tudi, če bi sin bil samo, res bi bolj razmišljala, kako jima bo lažje pomagal, ne bi pa zaradi tega mu znala bolj neke topline dati, ker jaz razumem, da ko osnovnih stvari nimaš, ko greš čez toliko enega slabega, da si potem res srečen, ko imaš malo miru, nekaj svojega, čisto osnovnega, da te ne preganjajo, da pač nisi niti bil navajen, tebi ni nobeden dajal neke pozornosti, neke topline in jo tudi ti ne znaš naprej dajati, ne. Ne, da ne bi rad, ne znaš. Ja, konec koncev sta onadva tudi odraščala v enem zelo drugačnem času, glede na to, da sta bila že kar v letih, ko sta vas dobila, a ne? Ja, sigurno, to so bili vojni časi, pri mami, mama je izgubila tudi mamo v vojni, v tistem času zbolela je mama in so pač jo potem celo pač evtanazirali, tako da je tudi bilo hudo, hudo za njo, je mogla hitro potem odrasti, ne. Oče tudi ni imel pravzaprav nekako staršev, ker za mamo sploh vedel ni, njegov oče je pa veliko pil in tudi je že moral iti pri, mislim, da manj kot 10 od doma, ne. Tako da nista niti poznala te naveze, starši, otroci, ne. Ali nam mogoče lahko opišete, kako je izgledal vaš dom, da bi si lažje predstavljali vaše takratno življenje?
Ja, pri nas se je tako začelo, da je oče od tiste gospodarice, kjer je nazadnje služil, dobil en košček zemlje, prazne, nič ni bilo gor, in potem je tam si zgradil nekako s pomočjo, ne s pomočjo sosedov, tam daljnih sosedov, ko so nekaj podirali, si je tramove nosil, težke lesene tramove domov, in tudi, kar je še bilo tam, kakšne odpadne opeke in takih zadev, in se je nekako pač skupaj nekaj zgradilo, no, bom rekla, 2 sobici sta potem tistem bili, streha nad tem, leseno potem tudi nad tistim delom, nizki stropovi, tam nekje 1,70 m, 80 m, mi smo tako bili, seveda starša sta bila manjša, nižja, ko je pa kdo prišel na obisk, je pa se mogel kar fajn skloniti. Po tleh smo imeli po določenem delu potem cement, v začetku je bila zemlja, na določenem delu smo potem neke deske dali, da je bilo lažje. Stranišče, kopalnica seveda od zunaj, normalno, nobenih izolacij, vrata tudi takšna, da sem imela ogromne, res nočne more, še zdaj, to pa je, neke stvari te spremljajo, ker se pač niso dale v redu zapreti, tudi ko so bile zaklenjene, če si malo bolj potresel, so se odprle, in pač nisem imela občutka, da smo varni, ne. Tako da, ja, ampak konec koncev imeli smo pa le streho nad glavo, imeli smo pozimi, seveda je bilo treba, kar zdaj otroci ne poznajo, da je treba zakuriti, pa da je toplo samo tam, kjer kuriš, ne kar po celi hiši. Ker meni je zdaj ogromna vrednota, ko jaz stopim doma not v hišo, da je cela hiša topla, jaz vedno tisti občutek, kako je to fino, ne, dobim. Kar zdaj otroci normalno, da ne morejo vedeti, ne. Tako da, ja, drugi sosedje so že imeli boljše bivalne pogoje, ne. Verjamem pa, da po celi Sloveniji pa okoli pa seveda, da je bilo še veliko meni podobnih, ne. No, zdaj si ta del lažje predstavljamo, čeprav prav zares, kako je živeti v enem takem okolju, verjetno marsikdo od nas ne ve. Otroštvo, to najnežnejše obdobje človeškega življenja, je pri slepih in slabovidnih pogosto zaznamovano z marsičem, česar v otroštvu ostalih otrok ni, ali pa je tega bistveno manj. Ena od takih stvari so gotovo tudi prijateljstva. Socialno vključevanje je za slepe in slabovidne lahko velik izziv. Kako je izgledalo vaše otroštvo, gospa Ana? Ste obiskovali vrtec? Ste imeli prijatelje? Kakšne so bile vaše igre? Ja, verjetno res se tukaj lahko kar nekako poistovetimo, ker tudi meni se je bilo zelo težko vključevati, ker seveda jaz sem bila umazana, slabo oblečena, ostrižena, pač videti si moral čim krajše lase, in to je to. In zaradi vsega skupaj so me otroci tako, ne, neradi sprejeli, tako da v vrtec tudi ne, nisem hodila, ker so pač bili starši doma in niso videli potrebe. Meni je bilo pa tudi fino, da sem bila doma, ker jaz sem skozi kar raziskovala kar okoli, ne, ves gozd je bil tam okoli moj. Jaz sem še zdaj tako živec, nisem rada pri miru, ampak moram zaradi službe dostikrat biti. Tako da, ja, težko je bilo s prijatelji, ker jaz bi seveda se rada igrala, družila, pa kar nisem nekako, ne, mogla, niso me sprejeli dostikrat. Tako da tudi se potem naučiš nekako, da če se poskusiš nekaj siliti, pa če te ne sprejmejo, si pa rajši sam, ne. Ja, že prej sem omenila, da vidim veliko vzporednic med izzivi vaše življenjske poti in med izzivi, ki jih s seboj prinese slepota ali pa slabovidnost. Slepi in slabovidni otroci
se kar nekaj let ne zavedajo svoje drugačnosti. In tako je bilo tudi z vami. Kdaj ste pa spoznali, da se vaše življenjske razmere v nekaterih stvarih kar bistveno razlikujejo od življenja ostalih otrok? Ja, res na srečo se kot otrok ne zavedaš tega, ne. To je edino prav, da čeprav čez določene zadeve tako veš, ne, ker niti jasno, zakaj te ne sprejmejo, kaj se dogaja. Jaz vedno pravim, pa to tudi v intervjujih velikokrat ponovim, da ko bi okolica, drugi ljudje bili bolj razumevajoči, ko bi me vsaj pri miru pustili, potem bi meni sploh ne bilo nekaj hudega, ne. Največkrat je to, da če se že ne morejo ti kaj dobrega, potem če te vsaj pri miru pustijo, ne da te v negativno ponižujejo, se norčujejo, ne. Tako da, ja, jaz sem počasi potem spoznavala, že v šoli, čez razne, dogodke, čez razne, odzive okolice, sem spoznavala, ne, da pa jaz pa le, izgleda, da sem drugače, da me zaradi nečesa drugače jemljejo, ne. Saj jaz sem vedela, da, nimamo vsega, kar imajo drugi, ampak, nekako le si naiv, normalno, pol pa dobivaš izkušnjo za izkušnjo in vidiš, kakšen je ta svet, imaš svoj pogled po tem, ne. Brigita, smem? Ja, seveda, odlično. Gospa Ana, malo še povejte, ko ste omenili kopalnico, ne? Vem, kako so do Bane prišli, vaše obiskovanje smetišča in tako naprej. Malo še o tem povejte, prosim. Ja, seveda, z veseljem, to je bila res, to smetišče pa to, kar se je tam našlo, to je bilo pa meni nekaj, pa naj kdo reče karkoli, nekaj pozitivnega, ker če ne moreš v trgovino, če drugače doma nimaš, saj veste, pa če se je tam našlo kaj uporabnega, kot otroku, je to super in si domov prinesel in imel. Ampak ja, Bana je bila pa nekaj, kar je bilo, težko, veliko, saj vemo, kakšne so te, kovinske bane, ne ona prav železna, ampak kovinska pa, ne. In, jaz sem, ja, doma ni bilo Bane, jaz sem, si jo želela, in ker sem jo tam, videla, sem jaz rekla: "To bo doma." Jaz še zdaj tako rečem, da če mi kdo da priložnost, jaz bom naredila vse za to, da bom pač tisto priložnost, ko jo dobim, pač, potem naredila vse za njo, ne, da jo izkoristim. In tudi to, Bano sem jaz pač potem seveda z velikimi mukami nekako domov spravila. Saj imeli smo vozek, imeli smo samokolnico, to on vozek, tisti na tista lesena kolesa, če veste, stari vozički, ko so bili, ko se je peljalo ga, ne. S tistim smo mi tudi drva iz gozda si vozili in takole iz smetišča kako zadevo. Pa, sem si pomagala tako in drugače, sem jaz tisto nekako domov spravila. Seveda je bilo spet, od sosedov, kaj se dogaja, ne, kaj jaz to delam. Ampak spet, če bi me pri miru pustili, meni je bilo to luštno domov spravljati, jaz sem videla, da bo to doma, da bom jaz to imela, ne. In ko sem to domov spravila, sem potem, seveda tam enem delu našla plac, to bom jaz tja not dala, in sem tudi, res not spravila. Vode tako takrat ni bilo noter v hiši, ampak nič zato. Jaz sem to not spravila, obzidala celo, ker sem pač videla, da drugje so tudi imeli obzidane bane, takrat je še bilo to bolj običajno, da so bile bane obzidane. In sem neko opeko imela okrog hiše, sem to obzidala, tudi te cement apen, te stvari so bile in to se kot mali hitro naučiš, kako to gre skupaj, če se razne zadeve delajo. In, odtok sem tudi mogla narediti, tako da sem pač, čez zid, saj ni bilo težko, ker to je bilo vse tanko, to je bilo vse nekaj desk, nekaj, stare opeke, to si hitro naredil čez luknjo. In potem od ene stare zračnice, da sem od Bane napeljala ven, odtok, ampak je delovalo, saj veste, na koncu je pomembno, da
ni teklo po tleh, da je delovalo, ne. In jaz sem si vodo zagrela, nalila noter, se pravi, uživala, kot bi imela vano v ne vem kakšnem okolju. Ja, tako je bilo. Že takrat v bistvu ena kar velika zmaga, a ne? Ja, ja. Čutiš potem, kako je to fino, ker si se že tako mogel sam za to potruditi, ker nisi imel, in to je tudi, kar mogoče zdaj, se pravim, otroki manjka, ne. Otroci imajo zdaj preveč nekatere stvari na dosegu, pa ne želim, da bi kje pa, jaz tudi svojim otrokom želim, da imajo vse, ne, osnovno, ampak neke stvari pa le morajo vedeti, da niso samoumevne, da se je treba potruditi, pa tudi rabi se, ne čisto vse, ne. Se strinjam. Pa tudi veliko več samozavesti pa veselja prinese, če daš več sebe v nekaj, a ne? Lepo ste povedala, točno tako, ja. Tudi pri vstopu v šolo vidim podobnosti med vašo in recimo našimi življenjskimi potmi. Tako kot je vstop marsikaterega slepega ali pa slabovidnega otroka v običajno šolo zaznamovan z dvomi, mogoče strahovi, ali bo šlo, je bilo pravzaprav tudi pri vas. Kako se spominjate svojega vstopa v šolo? Ja, jaz sem si želela, zelo želela v šolo. Ker jaz sem do takrat tiste knjige, ki sem jih pač na smetišču našla, ko sem jih nosila domov, lahko samo slike gledala, ne, samo listala, in jaz sem si želela to brati, jaz sem želela iz tega znanje dobivati. Res sem želela videti, kaj notri piše, ne. Ker mi smo recimo časopis ta lokalni imeli pri hiši, samo zato, da so se slike gledale, ne. Jaz sem pa hotela videti, kaj po tem slikam piše. In jaz sem si po eni strani to želela, po drugi strani me je bilo malo strah zaradi tega, kako bom jaz, tako kot pač bom oblečena, kot bom urejena, nekako tam med drugimi. Takrat sem se že malo tega zavedala, pa tudi tam so rekli: "V redu, pojdi zraven, tudi če eno leto prehitro," ker sem pač ravno februarja in potem tiste so ene dajali nazaj, ene naprej. Mene so dali prej zato, ker so rekli: "Boš lahko ponavljala, tako boš imela možnost ponavljati, pa boš potem z drugimi naprej lažje to ulovila, ta prvi razred, da boš dvakrat, ne." Saj tudi se je potem v šoli nekako to poznalo, se je kar predvidevalo, kar pričakovalo: "No, tebi tako ni treba, da nekaj veš, ti boš še tako enkrat, ne." Ampak sem malo presenetila, ni bilo treba. Tako tudi marsikdo od slepih in slabovidnih otrok preseneti svoje učitelje. Za slepe in slabovidne pogosto ni glavni izziv v šoli slediti šolski snovi, tudi za vas ni bilo. Bili ste izjemno uspešni. Katere so tiste najlepše stvari, ki se jih spomnite s časa, ki ste ga preživeli med šolskimi klopmi? Recimo, da predmete, ki sem jih imela rada, jaz sem imela recimo biologijo zelo rada, prej naravoslovje, tako da tam sem jaz res vpijala tisto, kar so razlagali. Drugače pa jaz na šolo imam najlepše spomine samo iz tega, da sem znanje pridobivala, da sem nekako sploh tisto branje, tisto sem jaz potem tako po svoje izkoristila, ker sem doma brala še marsikaj druga. Zdaj mi je prav čudno, ko otroke moraš prav siliti kaj brati, ne. Jaz pa takrat, saj mi je to že krajšal čas in tudi zanimalo me je vse. Tako da predvsem iz tega imam dobre spomine. Drugače mi je pa seveda bilo mučno, ker je bilo veliko tega, ko so me zaničevali, poniževali,
Tudi niso pričakovali, se spomnim iz, ne vem, 7. razreda, ravno pri biologiji, nekje sem 5 dobila, bilo je o teh čutilih, vid, sluh, to smo obravnavali in jaz sem to takoj skapirala, ko so povedali, seveda v redu napisala in smo bili pri kosilu, pa se pogovarjajo tam, kakšne ocene so bile, se jaz upam oglasiti, da sem 5 dobila, tam nekdo rekel, tih bod, ti pa že ne, ti pa že nisi. In vse jaz iz take stvari sem tako tudi spoznala, da pomembno je, da jaz vem, da sem jaz dobila, vse ni pomembno, kaj drugi mislijo, ne. Ampak vseeno pa nekako bi si želela pa takrat in zdaj, da bi svet le bil drugačen, da bi imel, tako ste prej rekli, malo več empatije do drugih, pa da je vsaj pri miru pustiš, ne. Zakaj se pa ne sme vključiti nekdo drug v pogovor, zakaj je pa on manj vreden, zakaj pa on ne sme 5 dobiti, ne. Tako da, ja, na šolo, iz tega, kaj sem se naučila, pozitivno, kako sem pa drugače se počutila, nekako kot stisnjena, tisto pa verjamem, da tudi, ja, vaši člani to poznajo, ne. Ja, res imamo kar veliko skupnega. Velikokrat odrasli naredimo znanost tega, kako vključiti otroke ali pa ljudi z obrobja. Pa so v resnici največkrat rešitve zelo preproste. Kaj bi si vi kot otrok želeli s strani učiteljev in sošolcev, da bi se počutili bolj sprejete? Jaz še vedno mislim, da predvsem to, da ni negativnih komentarjev, tudi če ni pomoči, zato ker sami, tako kot ste rekli, ponavadi nimamo težav s sprejemanjem snovi in takih zadev, ne. Če so, pol so tako kot pri vsakem, ne. Samo da ni tistih negativnih, ne bi rabila nobene posebne obravnave. Le malo tiste enakosti, no. Da bi bili predvsem otrok, brez da bi nekdo bil ves čas pretirano pozoren na ostale okoliščine. Tako, druga, da ni pomembno, ja, si takšen, kot so ostali, smo različni, normalno, da, ampak enaki, ne, na drug način. Ja. Vsak otrok ima svoje strahove, svoje želje, svoja veselja in tudi sanje o tem, kaj bi želel postati, ko odraste. Nekateri dobijo na tej poti podporo odraslih, nekateri žal ne. Včasih odrasli, starši, svetovalni delavci, učitelji, nismo dovolj pozorni na želje otroka, ker se nam zdi, da kasneje otrok v tem, kar si želi, ne bo mogel najti zaposlitve ali pa ne bo zmogel tako zahtevnega šolanja ali pa kaj drugega. Kako je bilo pri vas? Kaj ste si želeli postati? Jaz verjetno malo že zaradi tega, da bi doma jim lahko pomagala, malo zato, da bi tudi drugim pomagala. Verjetno, če zdaj nazaj gledam, jaz sem želela biti, kar je za mene bilo tako nepredstavljivo, zdravnica, ne. To takrat nisem imela kaj sploh komu govoriti. Prvič, ko sem nekje rekla, je bilo to sploh nepredstavljivo, ne. Tako da tudi doma se je nekako delilo tudi ljudi na to, mi smo, kar smo, tam oni so pa več, oni pa zmorejo, ne. Ampak jaz sem potem s časom šele razumela, da je to pa drugače, da imamo nekako vsi neke možnosti, samo v nas je odločitev, ne. Tako da jaz čez šolanje sem še bila le premlada, čez tisto osnovno šolo, pa potem srednjo, ko se je bilo treba vpisati, da bi si sama upala temu slediti, da bi upala vsem kar reči ne, ker saj vemo, ko te recimo socialna služba na šoli nekako zavrne, da te niti ne vpraša, kaj boš, ti kar povejo, kaj bi ti naj bil, kam bi naj šel.
saj si ne upaš ugovarjati, ker potem si že takoj, če boš kaj rekel, tisti, ki nekako ni spoštljiv, nekaj po svoje hoče. Tako da jaz takrat pa še sploh iz tega, ko sem bila bolj plašna, to sem imela sam v sebi, pa potem, da je v meni dozorel pri nekih letih, da sem pač se potem odločila, kaj in kako. Res je morda malo presenetljivo, da ste se kljub izredno dobremu učnemu uspehu po končani osnovni šoli odločili, da ne nadaljujete s šolanjem. Zakaj? Predvsem zato, ker se je doma tudi denar rabil. Mi smo imeli res čisto za tisto osnovno, vedno je kar zmanjkovalo. Recimo primer, jaz še zdaj našim otrokom pravim, zdaj jaz kupim v trgovini 30 dek neke klobase in imajo sendviče, tako da že pa rečem, ne si toliko not dajati, saj niti dobro ni, da je sama klobasa. Pri nami recimo se je iz trgovine prineslo 5 dek tirolske klobase in to smo 3 imeli za malico, ne. In seveda to se je kupilo zato, ker je bilo treba malo tega kupiti, malo onega, za drva je bilo treba šparati. Tu ni bilo, da boš rekel, to je bilo treba res vedno računati. Jaz sem vsa srečna, da lahko v trgovini kupim, to se zdaj šele nekako v teh letih, da jaz upam iti pa vzeti stvari, pa na koncu kar plačam, koliko pač je, ne. Jaz avtomatsko še imaš malo tisto vse, pa bom imel za vse to dosti, ne. Ampak zdaj vsaj nekako upaš vzeti, ne. Ker takrat se je normalno, da vsaka stvar preračunala. Tako da, kaj naj rečem, tako je bilo, no, da nismo imeli denarja, in jaz sem želela potem iti v službo, da bom lahko neke stvari, ne vem, kolo, televizijo, take stvari si, kake nove kupila, da ne bom jaz to imela, tako kot televizijo sem imela 2 stari in sem eno z drugo popravljala, ampak v redu, dokler je šlo. Potem pa ni več šlo. Kolo sem imela tudi enega smetišča, ko je bil brez teh zračnic in brez verige. Najhujša stvar na svetu je verigo skupaj spenjati, ker tisto mi pa res ni šlo. No, in razne take zadeve. Jaz sem si tudi hotela hrano, recimo, da si jaz enkrat, pa zdaj vem, da to niti ni najbolj zdravo, da nič, ampak kot otrok, da si jaz enkrat enega celega piščanca kupim pa spečem. Saj jaz bi šla v šolo naprej, če bi tudi od drugje dobila neke spodbude, ne. Tako je bilo pa doma, ne samo, da greš lahko v službo, to, da dobimo mi, ne, malo pomoči. V šoli tudi v redu, ali greš ne vem, kuharico, natakarico, saj v redu, to že, ampak jaz sem imela vse, ne vem, jaz bi pa malo kar velike želje, ne. Da tudi je bilo pa čisto sprejemljivo še takrat, če po osnovni šoli pač nisi nikamor šel, ne. Mi je bilo pa potem malo kar hitro, bom rekla, težko, ker saj veste, tistih materialnih dobrin se kar hitro naješ, ne, če tako rečem. Tisto osnovno si že kupiš, potem pa začneš pogrešati, da ne spadaš v tisto družbo, ko hodi v šolo, v tisto družbo, ko hodi v službo, tudi ne spadaš, ker tam so le tisti, ki imajo družine, so starejši. Ono družbo, ko so pa bili tisti, ko niso hoteli ne delati, ne v šolo hoditi, pa nisem hotela spadati, ker tam se mi je pa zdelo, kaj bom pa jaz od tega imela, ne, to bo pa ja še samo slabše, ne. Tako da tisto me je počasi pripeljalo pol naprej. Kako se je vaše življenje odvijalo naprej po osnovni šoli? Bili ste stari 15 let? Kaj ste počeli? Kaj ste delali? Jaz sem si seveda najprej zaposlitve iskala, delala sem recimo v parketarni, to je bilo zelo prijetno delo mi. Tam je pol žal parketarna pač nehala s delom.
Potem sem, no pa že tudi tam sem recimo, jaz sem bila tistih 16 stara, tam so bile pa starejše, ko so že prej delale v parketarni in sem zelo hitro prišla tam med tiste prve sortirke, ker pač jaz sem se vse posod rada potrudila, ne. Spretna sem bila že od takega svobodnega otroštva, ko si vse sorte znal prijeti v roke, poprijeti za del, tako da meni to ni bilo težko. Tudi natakarca sem potem bila, tako da, ja, delala sem, no, potem sem tudi seveda se zaljubila v tistih letih, tam pri 20 in pri 21 tudi potem imela otroka, rodila. Takrat je bil tudi, no, moj oče hkrati žal nepokreten, vmes, ko sem tam nekje pri mojih 12, 13 ga je avto zbil, ko je šel iz avtobusa, tako da potem nikoli po tistem ni bil več enak, je šlo žal bolj navzdol, drugače prej je še bil pri močeh, tako da potem pri tistih 21 sem jaz nekako na eni strani za nepokretnega očeta skrbela, na drugi strani pa za malega otroka. In ravno pri tistem nekako sem jaz še pa potem tudi zraven vzporedno rekla, da grem pa v šolo. Je že bil pravi čas, nekako sem že v mislih toliko, ne, dozorela, da sem videla, da so od mene zadeve odvisne, pa da tudi, če hočem otroku nekaj drugega nuditi, da moram najprej na sebi nekaj narediti, da je to od mene odvisno, ne. Res si ne morem predstavljati, koliko je moglo biti to obdobje za vas naporno in kje ste našli moč, da ste ravno v tem obdobju nadaljevali vaše izobraževanje? Pa saj ravno zaradi tega, ker je naporno, ker vidiš, da moraš nekaj narediti, da bi bilo vsaj naprej za otroke drugače, da ne bojo oni iz istega izhajali, pa kako naj jaz otroku rečem, da mora iti v šolo, da mora delati tisto, kar hoče delati, naj postane, kar hoče postati, če pa bom jaz zraven govorila, jaz pa nisem, ne. Tudi če nisem takrat, saj konec koncev, ko si enkrat dosti star, je od tebe odvisno, moraš ti narediti, ne smeš se več na druge ozirati, ne, takrat pa si enakovreden potem nekako, ne. Nihče ni več tisti, ki ti lahko nekaj reče, ja ali ne, ne. Za katero smer izobraževanja ste se odločili? In kako se je nadaljevala potem vaša karierna pot? Ja, jaz sem še vedno želela iti na zdravstveno šolo, ampak vedela sem pa tudi, da če ne bom nekaj naredila, da se zna še samo zgoditi, da, saj veste, padeš v neke zadeve, leta minejo, potem pa še manj kaj narediš. In takrat, ko sem se jaz odločila, da se grem vpisat v šolo, najprej sem šla, to je se vse v istem dnevu zgodilo, sem šla na zdravstveno srednjo v Celje se pozanimati in takrat niso vpisovali izredno. Potem sem šla kot drugo v gimnazijo, tam sploh niso izrednega študija imeli. Kot tretje, to sem šla tako nekako po svojih prioritetah, kot tretje sem šla pa potem na srednjo ekonomsko šolo v Celju, tam pa vse, kot da sem prišla napovedana, takrat vpisovali, takrat je bila tam profesorica, ko je bila za to odgovorna, in sem se tudi kar vpisala, nič, da bom premislila, ker zakaj, saj tudi to mi je odskočna deska lahko za marsikaj, v šolo sem želela in to je bilo to, tako da domov sem jaz potem prišla vpisana v srednjo šolo. Danes ste direktorica, mama, mislim, da 3 otrok in čudovita ženska, ki na svojo izjemno pot gleda s skromnostjo in nasmehom. Kaj mislite, da je tisto, kar je vam vedno znova dalo moč za naprej? Zakaj se toliko ljudi na svojih poteh zatakne? Ne vejo, kako naprej, nimajo moči. Kaj bi jim svetovali?
Mogoče je pri meni pretehtalo to, da doma le ni bilo nekih slabih zgledov. Ni se pilo, ni se pretepalo, tako da delovno učili smo se, jaz sem imela vzgled, da z delom le nekaj dosežeš, ne. Mi smo z delom si že če ne druga, do tiste skromne hiške se je prišlo z delom. Potem tudi vsako leto, kar smo na njivi pridelali. Tako da jaz sem v tem imela kar eno dobro osnovo, pa tisto, da pustiš otroku neko svobodo, da sam gre čez neke zadeve, je tudi dobro, ker jaz sem sama, če vse skupaj spoznavala, kaj ne želim, ne. Saj včasih se mi zdi, da kdo tudi kar malo iz kljubovalnosti želi se kam drugam, ne, med kako slabo družbo zraven vključiti. Jaz nisem imela komu kljubovati, tu se je šlo samo za mene. Tako da jaz bi predvsem rekla, da naj vsak res porazmisli, kaj želi, naj naredi korake v to smer, saj se da, ni vse, še zdaleč ni vse od denarja odvisno, kje pa, pomembno je, da ti greš, greš, narediš, pa najprej eno stvar, saj tudi, če si najprej samo vpisan v šolo, ja, potem boš pa že, ko boš mogel iti na prvi izpit in že tako naprej, ne, in višje kot si, boljš kot si s tem, več nekako imaš volje naprej, ne. Glavno je to, da kaj narediš, po moje, no. Po prvem koraku stvari stečejo. Tako, tako. Jaz bi zares na tej točki želela dati besedo še vsem ljudem, ki so danes z nama. Jaz vas vabim, da delite kakšno svojo misel, kakšno vprašanje. Lahko jaz vprašam? Seveda. Pa Ana, kje ste bili vi točno potem doma? V katerem kraju? Celje, okolica Celja. Aha. Tudi še zdaj sem. Celanka. Ja, ja. V osnovno šolo sem hodila v Šentjur, ampak tu okoli sem pa ostala, ja. Ja, potem ste bili šentjurske občine najprej, ne? Občina Šentjurska, ja, ampak na meji s Celjem. Ja, ampak uradno šentjurska občina še. Ja, ja. Troška leta, ja. Hvala. Je bila, tako, ja. Zdaj iščete natančnejšo lokacijo, 2 Celjana, a ne? Skoraj. Zelo sem vesela, da sem lahko slišala njeno zgodbo. Ne, še se začne. Veliko podobnega sem videla pri gospe Ani in svojem življenju. Zelo sem vesela, da sem lahko slišala njeno zgodbo. Želela bi jo kdaj v prihodnosti tudi spoznati. Zelo lepo, gospa Tatjana. Hvala, da ste poslušali, da pač se nekako razumemo, ne, če smo kaj podobnega doživeli. Tako da me najdete na spletu in če me boste kdaj kontaktirali, z veseljem se kaj pogovorimo, tako da kar. Odlično. Prepogosto se ljudje bolj veselimo neuspehov in nesreče sočloveka, kot pa uspehov. Velikokrat rečemo njej je uspelo, njej je lahko, ko mu je bilo pa že vse dano. Ali pa kaj podobnega. Gospa Ana, res hvaležna sem vam za to, da ste delili svojo zgodbo z nami. In povem vam, veselimo se vseh vaših uspehov, malih in velikih zmag. Hvala vam. Vsem nam pa želim, da bi čim večkrat vzeli stvari v svoje roke in bili svoje sreče kovači. Ob tem pa po Aninem zgledu nikoli ne pozabili na ljudi okrog nas. Delimo dobre izkušnje. Še naprej. Brigita. Hvala lepa vam za povabilo in za te besede. Res mi je bilo zelo prijetno z vami, in tudi jaz želim vsem vam vse dobro. Brigita, Brane? vseeno bi še prosil, če bi gospa Ana malo povedala
po koncu ekonomske šole, pa njen SP, ko se je potem res orenk na Aha, življenju. Na super. kratko. Ja, jaz sem po koncu ekonomske šole se kar naenkrat znajdla pred tem, ker sem jo v 3 letih sem 4-letno naredila. To pa predvsem zato, ker mi učenje na srečo ni delalo težav, drugo pa tudi seveda je bilo treba plačati in pa časa nimaš, tako da je bilo tu ogromno enih zadev, da sem želela hitro narediti to šolo. In sem se kar naenkrat znajdla pred tem, da jaz šele grem pa naprej, če želim. Takrat sem potem ugotovila, da bi res bilo treba preveč vsega, kar pa res nisem zmogla, priznam, da bi se jaz lahko na medicinsko vpisala, ker bi morala iti maturo delati, ker bi pač tam so bili na žalost taki pogoji, da tistega se pa nisem ob vsem lotila, ker sem le delala zraven in družina in vse. Sem pa potem se kar vpisala naprej na EPF v Mariboru. In tam tudi potem pri koncu delala prakso v enem podjetju. V tistem podjetju sem potem tudi iz najprej čist preprostih del nekega zlaganja, potem v pisarno prišla delati in takrat sem jaz že tam nekako, bom rekla, ne takrat, že čez prejšnje moje službe in tudi potem čez šolanje sem jaz nekako ugotovila, da jaz lahko pa v vsaki zadevi, ne lahko, ampak kar želim, da takšna sem, da želim čim več dati, ne. Jaz nisem nikoli tisto gledala, če se mi je točno to reklo za narediti. Ja, če je treba še kaj več, pa še tisto narediš, kar vidiš, ne, da je za narediti, pa tudi da delo narediš tako po neki vesti, veš, da ga je treba narediti, ne da sam, da ga narediš, pa greš domov. In tako sem potem jaz nekako že takrat rekla, jaz bom pa to za sebe delala, ker karkoli bom za sebe delala, jaz bom res se na polno potrudila in mora ratati. Saj jaz niti nimam nekega zaledja, da bom rekla, bom poskusila, mora, ne. In sem potem tudi takrat, ja, direktorju rekla, da želim za sebe delati. Potem enkrat tudi kar odprla popoldanski espe še takrat, potem kar hitro za tistim tudi na cel začela pač v svojem espeju delati. Kako sem pa prišla do tega, kar zdaj delam, kar sem tudi že takrat potem začela, je bilo pa spet kar nekako povezava teh dogodkov. Jaz sem namreč iskala že na začetku, ko sem se odločala, da bom svoj espe odprla, iskala možnosti, če se da kje kaj kake, ne vem, nasvete o tem dobiti, ne vem, kakšna finančna sredstva za začetek, saj ne, da ti bo zdaj kdo, ne vem, financiral celo leto dela, ampak da vsaj toliko, da imaš, ne vem, za prvi mesec pisarno pa službo, mislim, strošek dela pokrit ali karkoli. In ko sem jaz takrat ugotovila, da so me vsi napotili na to, da glej, razpisi morajo biti odprti, ko bo pravi razpis, pa boš videla, če ustrezaš. In sem jaz ugotovila, da takrat tu manjka za začetnike, za podjetja, za fizične osebe, da na področju razpisov pa manjka informacij, ne. Tista vmesna točka, da manjka, ker institucijo ti ne moreš vse direkt spraševati, pa vsako posebej mora spraševati, ne. In tako sem se jaz potem tu nekako našla, tu začela in iz espeja potem 2014 smo šli v d. o. o., zdaj nas je 5 zaposlenih. Tu bi še mogoče to povedala, mogoče celo komu od vaših članov pride prav, da mi smo se vključili pred dobrim letom pa pol v program Eko sklada kot koordinatorji za zmanjšanje energetske revščine preko razpisov ZER. Tukaj res jaz pri nas največ tega delam, ker pač mi je všeč, da lahko tako pomagamo. Gre za razpis, kjer materialno ogroženi ali posamezniki ali gospodinjstva lahko prejmejo 100% nepovratno pomoč za večjo energetsko učinkovitost svojih domov, torej za nova okna, nove fasade, nove kurilne naprave, nove strehe, izolacije,
Je treba seveda določene pogoje izpolnjevati, ampak vsakdo se lahko vedno na nas obrne, vpraša, ali jih izpolnjuje, in tukaj potem brezplačno pomagamo tem vlagateljem vlogo dati in skozi do konca projekta jih spremljamo. Se opravičujem, da sem tole bila malo daljša. Super je, da ste še to delili z nami. Hvala vam. Hvala vam res še enkrat in vse dobro vsem. Gospa Brigita, moj veliki poklon. Mislim, da si ga tokrat zares zasluži, gospa Ana, tako da ja, bravo. Jaz Vsi želim, mi verjetno, smo vsi na istem, tako da za vse. jaz želim en lep petek vsem še naprej, pa upam, da se srečamo naslednji mesec ob kakšni zanimivi temi. Verjetno, če se bo išlo z gosti, bo to javni prevoz. Nasvidenje, srečno. Srečno.